Ribiči v Jadranskem morju pa po novem lovijo tudi atlantske losose. Ti so pobegnili iz podvodnih kletk gojišča v Velebitskem kanalu. Od takrat so jih opazili in lovili vse od Prevlake do vzhodne obale Istre. Toda vprašanje je, ali lahko dolgoročno preživijo v Jadranskem morju. Na morski biološki postaji v Piranu takšen scenarij ocenjujejo kot malo verjeten, tudi zato, ker se lososi drstijo v sladki reki, torej bi mogli najti pot do večjih rek. Jaka Vran. Hrvaški, predvsem dalmatinski ribiči ponovno lovijo tudi atlantske losose. Ti so se v zadnjem času večkrat ujeli v njihove mreže, potem ko so pobegnili iz poškodovanih klet gojišča v Velebitskem kanalu. Ima 5-6, možda i više godina ima, da su isto se probio kavez. Pobegnila je tujerodna vrsta, kako pa to lahko vpliva na morski ekosistem? Znači, mi u ovom trenutku nemamo dovoljno informacija da bismo znali uopće ocijeniti što se dogodi. Borut Mavrič z morske biološke postaje pravi, da je prvo treba videti, ali bodo osebki srednjeročno sploh preživeli. Če možnosti preživetja, možnosti glede na to, da so lahko kot gojeni preživeli, vsekakor je, ne? Je pa odvisno to od precej drugih dejavnikov, ne? Od naravne predacije, od tega, kakšna količina teh rib je ušla in tako naprej, ne? Če bi uspeli, je na to vprašanje, ali bi se lahko reproducirali, kar je za to vrsto precej oteženo. To, da on sicer glavnino življenja preživi v morju, ampak se v bistvu razmnoževati se hodi pa v reke. In tudi tiste prve juvenilne stadije preživi v rekah. Šele na to bi lahko govorili o nevarnostih in ugotavljali, ali je vrsta invazivna in kakšno škodo bi povzročila. Kratkoročno je veliko bolj nevarno, da bi med ribi živelj razširila kakšno bolezen. Ja sam kao predstavnik ribara, ali kao i čovjek od struke upozorava da je to jedna praksa koju mi ne bi trebali tolerirati. V 80-ih letih so pri senju iz kletk že pobegnili salmonidi, takrat ni bilo nobenih posledic, se pa kljub temu pri naših južnih sosedih vse bolj sprašujejo, ali je smiselno gojiti ribe, ki sicer v Jadranu ne živijo.